Republike Slovenije, profesor dr. Dragan Marušič, rektor Univerze na Primorskem, podpredsednik Rektorske konference Republike Slovenije, profesor dr. Danilo Zavrtanik, rektor Univerze v Novi Gorici, rektor Univerze v Ljubljani, profesor dr. Ivan Svetlik in rektor Univerze v Mariboru, profesor dr. Igor Tičar. Pa katere teme so bile danes obravnavane na današnji drugi redni seji rektorske konference in kakšni zaključki so bili sprejeti, prosim predsednika, da nam to predstavi. Hvala lepa. Vsem dobrodošlica na Univerzi na Primorskem. To je bila druga seja v letošnjem letu rektorske konference. Kot veste, so dogajanja znotraj visokošolskega prostora, ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše v Evropi in nasploh po svetu, zelo aktualna. To tudi mimo nas ne more iti. Mi smo imeli kar nekaj tem, nekatere smo bolj poglobljeno obravnavali, za nekatere teh tem pa smo vzeli še nekaj premisleka in jih bomo podrobneje se lotili na naslednji rektorski konferenci, ki bo v juniju mesecu. Jaz bom se osredotočil na 2-3 točke, pa predal besedo tudi drugim svojim kolegom, da bodo šel povedati. Začel bom najprej z eno od točk, ki se je dotikala vprašanja vpisnih pogojev oziroma načina vpisovanja na slovenske univerze. Mnenja smo, da je potrebno to prevetriti. Opažamo nekatere anomalije pri tem, ali se res študentje vpisujejo na univerzne študijske programe skladno s svojimi sposobnostmi in željami. Zato je rektorska konferenca ustanovila delovno skupino, ki bo podrobneje pregledala način, kako se poteka postopek, tako vsebinski kot postopkovno postopek vpisa na slovenskih univerzah. Pregledala bo, analizirala in pregledala bo obstoječe stanje, ga primerjala s podobnimi sistemi v drugih državah v Evropi in po svetu in poskusila najti predloge za izboljšavo tega načina vpisovanja, s ciljem, da se vzpostavi sistem, ki bo omogočal študij na naših univerzah čim večjemu številu v skladu z njihovimi sposobnostmi in željami. Poseben poudarek želimo potem nameniti prav najsposobnejšim študentom in to bo tudi ena od tem na naslednji seji, na indijski seji konference. Druga taka točka, ki smo jo obravnavali, je bilo vprašanje vzpostavitve ene platforme, konzorcija za prenos znanja in tehnologij. Mnenja smo, da je tukaj potrebno delovati enotno, ne samo enotno znotraj rektorske konference, znotraj štirih univerz v Sloveniji, ampak na ravni cele države, z namenom, da se znanstveno-raziskovalni potencial te države prenese v gospodarstvo. Mnenja smo tudi, da bi morala država zagotoviti zagonska sredstva, ampak seveda z nekim ritmom, ki bi tudi temu konzorciju dal nalogo, da se po določenem številu let lahko preživlja od tega, da prenaša znanstveno odkritje v Sloveniji v ekonomski svet, v ekonomske namene. Mogoče sem še tretjo točko. Vprašanje tistih raziskovalcev in učiteljev, ki delajo na začasnem delu v tujini. Predlagali bomo v tem sklepu, da se dopolni zakon o tujini in sicer tako, da vsi tisti, ki jih domača institucija, neodvisno od tega, ali je to znanstveno-raziskovalna institucija ali katerakoli druga, ki jih delodajalec pošlje na začasno delo v tujino, da lahko uveljavlja olajšavo za stroške bivanja izven Republike Slovenije pri prijavi dohodnine, in sicer v višini dnevnice, ki jo država namenja, priznava za ustrezno državo. Zdaj bi pa mogoče predal še drugim besedo, da še kaj drugih rečeh, ali pa me dopolni, če sem kakšno stvar, mogoče se spustiti v teh
Igor, ti tudi ne? Povedal si vse. To se pravi, da sem dobro odigral to vlogo in povedal vse, kar je bilo bistvenega. Zdaj pa morda bi samo še zaključil s tem, da smo se dotaknili tudi vprašanja priprave novega zakona, tako zakona o študijske dejavnosti, se pravi visokošolskega zakona, katerega se bomo lotili po obljubi ministrstva takoj, ko bo novela sprejeta. Kot veste, novela se je dotaknila samo nekaterih elementov zakona financiranja, akreditiranja programov pa jezika, pa tudi načina volitev delno. Čaka nas pa temeljita prenova zakona, ki obstaja že zdaj več kot 20 let. Hkrati poteka tudi vzporedno priprava novega zakona o znanstveno-raziskovalni dejavnosti in vzeli smo si kot nalogo, da v času junija pripravi delovni skupini rektorske konference, ki se s tem dvema področjima ukvarja, pripravita izhodišče za temeljito razpravo na junijski rektorski konferenci pod pripravo skupnega izhodišča rektorske konference, kam je treba zapeljati oba zakona. Hvala lepa, doktor.